mesto. Kako natančno se štopa, bomo kdaj drugič govorili. Danes bi še malo pogovarjal se o tem, kako bo naša oddaja izgledala. Torej, tukaj se bomo pogovarjali, kako kam prideti, na kakšen način, koliko velika naj bo skupina, ali boš sam, ali boš z enim, ali ne bo to tvoj prijatelj, ali to tvoja punca, ali mogoče več ljudi, ali boš potoval torej, na avtoštop, kot sem že začel govoriti, ali boš potoval v lastnem vozilu, to bo lahko avto, mogoče kombi, če vas je zelo veliko, boste mogoče kakšen star avtobus kupili. Potem da se potovati na ta način, posebej če greš kam daleč, da pač z avionom odletiš v neko državo, recimo na kakšni drugi celini, potem pa tam potuješ potem z lokalnimi sredstvi prevoza. Vlaki, avtobusi, potem v raznih državah imaš potem razne matatuje, naprimer v Afriki, bom še kdaj drugič povedal, kaj so to, na Filipinih so recimo džipni, v Turčiji so dolmuši in tako naprej, razni načini prevoza. Tudi s kakšnim kamionom bo treba včasih iti, meni se to že parkrat zgodilo. No, potem so pa še tukaj ladje, predvsem za kakšne prelive, pa torej, odvisno, kam pač hočete potovati. Torej, na kakšen način potovati. Kje boste dobili najcenejše karte? Pri letalih je to že kar precej komplicirana zadeva. No, pri nas se zdaj počasi vremena jasnijo, tako da so že nekatere agencije, pri katerih se da že kar po relativno dobri ceni dobiti kakšno karto. Še vedno je pa dostikrat tako, da je treba ven iti po karto in zdaj treba vedeti, kam je treba iti, v katero mesto boš šel, če želiš recimo v Bangkok ali pa v Nairobi ali pa v Severno ali pa Južno Ameriko ali kakorkoli že. Na kakšen način boš dobil tisto najcenejšo karto, kaj so čarterski poleti, kaj so različni stili potovanja z normalnimi letali, skratka precej tega marsičem od tega se je treba pogovarjati. Potem, česa se treba v tujini varovati, v enih državah so nevarne ene stvari, v drugih druge, tudi razne druge težave se pojavljajo, ne samo kraje in ne napadi, ampak torej marsikakšna posebnost, ki je značilna za kakšno državo, tudi o tem bo veliko govora. In zdaj, kot sem že prej omenil, če imate sami kakšne izkušnje o tem, lahko seveda tudi sami kaj poveste, bomo to objavili. Kaj je treba vzeti s sabo, koliko velik mora biti nahrbtnik, kakšne vrste nahrbtnik mora biti. Bomo pokazali par velikosti, torej oblik nahrbtnikov, tiste z okvirjem, pa tiste brez, pa take, ki se počez ali pa podolgem odpirajo, pa z enim predalom, pa z dvema, skratka na kakšen način je treba potovati. Potem, koliko hrane se splača s sabo vzeti, tudi to je precej komplicirano vprašanje oziroma precej široko vprašanje. Poznam ljudi, recimo enkrat smo šli na Sicilijo in je eden od mojih novih znancev imel s sabo 70, recimo piši konzerv in plinski gorilnik in vso posodo, ki zraven spada, kar omembe vredna zadeva. Čez par dni že ni vedel, kam bi s tistimi pikstami, jih je potem na veliko šenkaval vsem bližnjim in daljnim. No, skratka, tudi o tem je treba kakšno reči. Na kakšen način se kam pride, kako se živi v kombiju. Recimo v kombiju sem jaz večkrat potoval, predvsem po Bližnjem vzhodu, no, o tem bom lahko še kaj precej povedal. Kako se treba obnašati v kombiju, kako paziti, da se ne skregaš z svojimi sopotniki. To je tudi dosti važna stvar, ker potovanje je dostikrat tako rahlo frustrativno, tako da si slabe vole, pa malo tečen in potem so drugi tudi taki, pa greš drugemu na živce in je kmalu kakšen prepir ali pa kaj temu podobnega. Skratka, kako se tega varovati. V Ljubljani imamo klub Popotnik, verjetno ste že slišali zanj, če pa še niste slišali, potem vas pa vabim. Naslednji četrtek, se pravi prvi četrtek v vsakem mesecu se dobivamo, to je na Strojni fakulteti. Strojna fakulteta verjetno veste, ki je zraven Filozofske. V 5. nadstropju ob 7. popoldne zvečer, no zdaj poletje to popoldne, se dobimo. Celo zimo gledamo diapozitive, torej vsak prvi četrtek v mesecu je rezerviran za diapozitive. Eden od naših članov pač pokaže diapozitive z kakšnega svojega potovanja, pa pove še kakšne nasvete o tem. Jaz vam bom tudi tukaj kakšne diapozitive kazal ali pa vas vsaj povabil na kakšno predavanje. Zdaj polet bo takole, verjetno se bomo dobivali vsak prvi pa vsak tretji četrtek, s tem, da zdajle verjetno kakšnih predavanj ne bo, ker je pač to poletna sezona, ko vsak kam gre, ampak je seveda pa vedno nekaj ljudi v Ljubljani, ki enostavno se radi dobijo, se malo pogovorijo, si izmenjajo kakšne ideje o potovanjih. Ponovadi se gremo potem usest kamorkoli že, v kakšnega od ljubljanskih lokalov, potem ko se enkrat si izberemo in se že malo pomenimo.
Skratka, to je tipičen prav klub. Ni to kakšno tako društvo, kjer bi imeli namen, ne vem, kakšne resne stvari delati ali pa denar služiti ali pa ne vem kaj že. Bolj ali manj smo vsi amaterji. Začelo se je to že pred, koliko bo zdaj, enih 10-11 let. Mislim, da je bila, letos smo se ravno pripirali, ja, ali 10. ali 11. obletnica. Bomo enkrat se usedli in krepko zračunali, kako je zdaj to. Namreč takrat sem jaz enkrat na predavanje še v svojih zgodnjih študentskih letih na eni osnovni šoli in sem se dogovarjal z eno od tovarišic za zemljepis, kako bo tole moje predavanje, in smo se zmenili za datum in tako naprej. Nakar sta zgleda bile tam dve tovarišice za zemljepis in sta se dogovarjale vsaka z enim. Ena z mano, ena pa z mojim prijateljem, Kaduncem, in ki ga takrat še nisem poznal, ja. No, in smo se zmenili za en določen dan, oba dva so naročile za isti dan in obe dve sta mislili, da se pač pogovarjata z istim človekom. In se je potem zgodilo, da sva oba dva prišla pač istočasno tam. In zdaj on je pač predaval zaradi tega, ker je on peš prenašal imel en projektor, diaprojektor, imel en filmski projektor za 8 mm film, pol je imel še eno ogromno kišto za glasbo, pa ne vem kaj še vse. Tako da sva se pa zmenila, da bo takrat kar on predaval, ker že ravno vse to prinesel s sabo. No, ampak čez par tednov me je pa poklical, pravi, kaj praviš, če bi mi si en tak klub omislili, popotniški, in se nas je potem dobili, kakšnih 10-15, pa sem malo takih, ki so pač že recimo nekaj potovali, in smo se zmenili, da bo ta klub začel teči. No, zdaj jaz sem predsednik tega kluba in ker nisem jaz ne vem kakšna resna oseba, si lahko predstavljate, da tudi klub ni ne vem kako zelo resen. Stvar je predvsem amaterska, dobivamo se pač, kot sem že rekel, 2-krat na mesec, poskušamo 1 ali pa 2 piknika na leto skupaj spraviti. Nekaj malega vstopnine imamo, $100 za tista predavanja, in iz tega denarja potem poskušamo narediti, kar se da. Vsake toliko, ki izdamo kakšen časopis, ampak to je bolj na redke čase, ker so pač časopisi draga zadeva. Tisti pikniki so tudi subvencionirani, se pravi, da pač iz tiste klubske blagajne damo nekaj za zabavno življenje, pa kolikor potrebujemo pač za to, da smo lahko v tej dvorani in te stvari. Torej, če imate čas, pridite ob 7, vsak prvi četrtek v mesecu in vsak tretji četrtek v mesecu v 5. nadstropju strojne fakultete. Zakaj je natančno zdaj tako? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow